Radioaktivno. Nika S. je v naši družbi. Zdravo. Zdravo, pozdravljeni. Nika S. umetniško ime ali Nika S. skrajšanim priimkom? Dajmo reči, da oboje, no, tako Nika S. se mi je zdelo dosti bolj lažje za izgovoriti, ker imam tak zanimiv priimek in če bi v življenju dobila en cent za vsakič, ki ga je kdo naročil ali pa napisal, bi bila zdaj kar bogata. Hvala, enako. Drugače pa smo te spoznali že kot polovico dueta Nika et Nates. Res je, tudi takrat smo že slišala, ja. In zgodbo še pišeta? Zgodbo še piševa, no, a ravno so v bistvu hotela midva iti na Emo Fresh z enim najnim komadom. Pa sva rekla, da bova še malo počakala, no, pa je pa prijatelj in pa mentor Martin Lunder predstavil to skladbo, s katero sem se potem predstavila. In sem rekla, zakaj pa ne, pa dajmo probati še v to smer iti, tako da tudi Nika et Nates piševa svojo zgodbo in bova kmalu pokazala nekaj novega, do takrat pa kot Nika S. Kot solistka smo te videli tudi na Emi Fresh, kot si omenila. Kako to, da si se pojavila tam? Pa ravno iz tega razloga, no, želela sem si neko novo izkušnjo, pač itak sem človek, ki rada poprime za nove stvari, ki rada probavam, poskusam, ker če pač ne poskusiš, ne veš, kaj vse zmoreš in kam se lahko prideš, no, tako da to je bil glavni cilj. Je bila to dobra izkušnja? Zelo. Če bi še enkrat to odločila, bi se odločila enako in šla čez vse to. Kaj te veliko je bilo že tega pretekmovanja, pa spletnega glasovanja, pa izločevanja? Tako, res je. Ja, bilo je, za nekatere je bilo mogoče samo eno glasovanje, so tako izpadli, ali pa dva, so prišli potem takoj v drugem krogu naprej. Jaz sem imela recimo 3 glasovanja spletna in sem tudi kot zadnja finalistka potem prišla v izbor 14 izvajalcev, ki smo se pojavili na odru RTV Slovenije. In bilo je slišati nekaj fresh zadev? Pa jaz mislim, da je kar veliko fresh zadev, no, tako da ima Slovenija s svojimi glasbeniki kar potencial. Tudi veliko teh modernih ritmov, trendovskih. Ja, jaz mislim, da za vsakega ušesa se je našlo kaj, no. Predstavila si se skladbo Počakaj me. Res je. Zdaj, jaz mislim, da vsaka posluša ta komad, je prva žoga, da gre za v bistvu neko ljubezensko zgodbo o tem, kako si želimo, da nas partner počaka. Res to govori o življenju, a ne? Predvsem, ko pridemo ven iz teh študentskih let, pred 25 letih, se kar ozremo nazaj in šlo življenje mimo in ne vemo točno, kam bi šli, kako bi se obrnili in je pač, da življenje počakaj, greva skupaj naprej, no, tako da v tej prispodobi. Danes življenje redko da čaka. Ja, življenje teče in je kakršno je dan danes. Tudi prehiteva tisto omejitev na avtocesti 130. Ja, ravno prej sem na radiju slišala, ja, da na avtocesti ne bo več omejitev, ampak zaradi varnosti pa mogoče bolj, da so. Kje si to slišala? Pa veš, da ne vem, kje radio sem poslušala, no, ampak nekaj zaradi teh predvolilnih kampanj, no, da naj ne bi bilo omejitev več. Takoj podpiram. Ja, se strinjam, podpišem, takoj kje. Drugače pa Nika, dejala si, da sedaj naslednja skladba kot Nika et Nates? Tako. Zelo kmalu, no. Z avtomom sicer še mečkam čakamo, ampak jaz mislim, da bo sicer malo drugače, kot te vode zdaj, oziroma kot komad Počakaj me, ampak vsi skupaj bomo pa še počakali na to, kaj vam pripravljamo. Bova pa tvojo solo poslala tudi našim poslušalcem, zato me boš počakala? Bom počakala, da slišim, kaj se bo slišala. Včasih greš mimo, daj mi minuto ali dve. Ustavi se, da vsaj malo vidim te, a ti vidiš me. Preveč je slik, preveč besed, naj sneg utiša in veter odnese jih stran. Odnese jih daleč stran. Tem pa ti raje
ti, da grem sama, naj bo to le med nama. Saj vem, da veš, vse prehitro gre. Dovolj